Namaste, ljubljeni in ljubljene. Rada vas imam in blagoslavljam vas. Zmaga ljubezni in luči. Vaše prisotnosti jaz sem. Danes sem voljna in pripravljena govoriti o frekvenci. Oziroma, jaz bi temu rajši rekla, o razširjenem stanju zavesti. Kako hraniti se v visokem, dobrem in popolnem, čim bolj popolnem razpoloženju. Medtem, ko hodimo v službo, ko se soočamo z različnimi ljudmi, spadamo v različne dogodke in situacije. Prvi korak pri ustvarjanju nihanja ali neke določene frekvence oziroma razširjanja zavesti, bi rekla, da je najpomembnejše v bistvu biti v frekvenci oziroma v zavedanju kreatorja. Jaz sem kreator, kreatorka, kakorkoli. Torej, tu bi rekla, jaz sem kreator, jaz sem kreatorka. Vzemam na svoja pleča ves križ vseh dogodkov in dejavnosti, vsega, kar je in kar se dogaja zunaj mene. Ker tisto, kar je zunaj, kar vidim, slišim, voham, okušam in na kakršenkoli način čutim in percipitiram, je samo izraz oziroma odraz mene same, moje notranjosti. Ta del je mogoče za nekatere ali celo za večino zna biti zelo, zelo težek. Pa mi bo rekel nekdo, Šana, glupa si. Kaj imam jaz s tem, da mi je on tam nadrl in poslal nekam? Veliko tega. Ogromno tega. Bi mu rekla, kolikokrat si ti koga poslal, ali v mislih, ali v besedi in dejanju. Torej, kolikokrat, še bolj pomembno je, kolikokrat si sam sebe poslal nekam. Kolikokrat si sam sebi naredil škodo. Kolikokrat si sam sebe osramotil, ponižal, spravljal v situacije strahov in podobno. Torej, tu nekako potem vidimo, kakšen odnos imamo do sebe, ustvarjamo odnos do drugih, kar nam zunanji svet nazaj lepo slej ko prej tudi reflektira. Torej, če sem pa v zavesti priznavanja, jaz sem kreatorka, potem sprejmem vse negativnosti, nepopolnosti, v bistvu sprejmem tudi vse, kar je pozitivno in popolno iz zunanjega sveta, da sem jaz odgovorna za to. Rekla sem, odgovorna sem za to, ker jaz sem stvarnica. Kar mi ni všeč v tem zunanjem svetu, imam moč, voljo, ljubezen, modrost, inteligenco, da to tudi preobrazim oziroma spremenim. Kje? V svoji notranjosti. Zunanji svet, ljudje, dogodki so samo odraz mene same. In še en hakelc se zgodi, ko v bistvu ne priznamo tega. Ko začnemo obsojati stvari, dogodke, situacije in stvaritve, ko ne sprejmemo te odgovornosti. Začnemo se negativno odzivati, kar pomeni, da še več kreatorske energije, moči nadodamo določenim situacijam. Če nam že to ni bilo všeč, sprejmemo odgovornost
da smo to skreirali, pa čeprav se nam zdi, da temu tako sploh ni. Torej, to sprejmemo, na to odpustimo, razumemo, preobrazimo in ustvarimo novo situacijo in nove dogodke. Bolj, ko sebe priznavam kot stvarnico, kot kreatorko svojega življenja, dogodkov, odzivov, reakcij, bolj sem v ljubezni do sebe, v miru in sem harmonična od znotraj in od zunaj. Torej, s tem sem dala podlago za novo situacijo. Drugo, je zelo pomembno neprestano se zavedati ene dovoljene ločenosti oziroma ločevanja. Sebe kot višjega ali božanskega sebstva, kot jaz sem, s katerim sem eno oziroma sem, ta jaz sem. In ločeni del mene, ki je moj nižji jaz ali nižje sebstvo, torej Ašana v mojem primeru. Torej, v vsakem trenutku, ko so tisti odzivi iz prvega dela negativni, ne reagiram negativno jaz, ki jaz sem. Moje nižje sebstvo Ašana v mojem primeru negativno reagira in negativno se odziva na to. Torej, jaz sem tista, ki moram zagotoviti kot jaz sem vso ljubezen, vso sočutje, razumevanje, sprejemanje in odpuščanje za moj nižji jaz, v mojem primeru Ašano. Z vso ljubeznijo same sebe, ki jaz sem, usmerjam v svoj nižji jaz ali svoje zunanje bitje, zunanjo podobo in svet. Vse tisto, kar moj zunanji človekov jaz ni prejel od nikogar in ne bo, le od mene lahko. In sem že spet v točki kreatorstva, v točki manifestiranja. Kakor jaz sem do sebe, tako vsi ostali so do mene. Vidite, rekla sem ljubezen, odpuščanje, sočutje, razumevanje in sprejeti ta del. Mi smo bili naučeni, navajeni, da smo se ločevali od Božjega jaza, jaz sem, in bili poistoveteni in poosebljeni z našim nižjim sebstvom, torej za zunanjo podobo, umom, obliko in svetom. Nova paradigma pa pravi, zavedam se svoje človeškosti in jo sprejmem in jo brezpogojno ljubim in sem sočutna do tega svojega zunanjega jaza, ampak nisem jaz ta moj nižji jaz. Jaz sem le prisotnost, jaz sem. In vso dolžnost in pravico po zakonu božanske ljubezni in karmičnem zakonu imam dolžnost, da ljubim, sprejemam in odpuščam tem svojemu nižjemu jazu, da ga ukomponiram v sebe, da postane tudi on del mene, ki jaz sem. Torej s tem, ko se zavedam, čutim, sem v širjenju svojega strastnega čutenja same sebe kot prisotnosti jaz sem. In zavedanja ločenosti mojega nižjega jaza, ki ga počasi z ljubeznijo ukomponiram v svoje resnično božansko bitje. Edino na ta način ga je mogoče razsvetliti, preobraziti in da postane del enosti mojega božanskega bitja, ki sem. Torej s tem, to je drugi način oziroma drugi korak, kako ohraniti popolne frekvence, biti v frekvenci popolne neomejene božanske energije in biti manifestator v tukaj in sedaj. Ko to energijo in zavest prenašam na svoje nižje sebstvo, na svoj nižji jaz, moj nižji jaz izgublja vse strahove,
občutke krivde. Nihče vas ne bo odvezal od vaših nebožanskih kreacij preteklosti, prejšnjih življenj, razen ti kot jaz sem. Samo ti imaš to moč, avtoriteto, prizemljiti svoj božanski jaz tu in z njim se popolnoma poistovetiti in vladati svojemu nižjemu jazu z vso ljubeznijo. Torej, tretji korak ali stopnja je ta, da se neprestano skozi dan opomnete ali spominjate. Kličete čutenje samega sebe kot mogočne ljubljene prisotnosti jase. Torej, tu priporočam kratke, hitre kontemplacije, ki so predvsem bazirane na zavedanju in predvsem na čutenju. Tu se uporabi moč druge in četrte čakre. Združite čutenje druge in čutenje četrte, torej srčne čakre, v eno kompletno božansko čutenje. Dovolite si čim večkrat na dan doživeti, začutiti, da ste ta višji božanski jaz, jaz sem. Vsakič, ko se zalotite, da se identificirate z zunanjim jazom, zunanjo identiteto, izpolnite to zunanjo identiteto z božanskim sočutjem, odpuščanjem, milostjo, karkoli pač potrebuje v tistem trenutku. Na to pa preidete k bistvu in potrdite z božanskim čutenjem. Jaz sem ta mogočna, ljubljena prisotnost jaz sem. Tukaj sem, da sem popolna izpolnitev in uresničitev same sebe, ki jaz sem. Ne rabite afirmirati ne vem kako dolgo, niti ne vem kako ponavljati te afirmacije. Pomembno in zelo, zelo pomembno je čutenje in zavedanje tega. Vi lahko naredite 1001 ali milijon in eno odredbo ali afirmacijo, dragi moji, ljubljene moje, ne bo vam nič pomagalo. Zabadava, povem vam. Lahko pa naredite 5 zapovedi ali afirmacij s polnim zavedanjem in čutenjem. In boste v 2-3 minutah takšne kontemplacije popolnoma prizemljeni, božansko prizemljeni, ne človeško, v frekvenci ljubezni ali celo višje, zavedajoč se, kdo ste, kaj ste in zakaj ste tu. To mora biti središče dneva nekoga, ki resnično ljubi sam sebe. In potem si tudi v tej kratki kontemplaciji izraziti ljubezen do sebe kot mogočne prisotnosti jaz sem. Izraziti tudi to ljubezen do vsake prisotnosti jaz sem utelešene na zemlji. Razposlati svoje blagoslove. Torej, jaz sem mogočna prisotnost, jaz sem. Blagoslov za vsakogar in vse v imenu jaz sem, ki sem. In večkrat, ko se boste na dan spomnili blagosloviti še posebej tiste, ki so v nizkih frekvencah, to bo največji blagoslov za njih, kakor največji blagoslov tudi za vas, dragi moji. Vedno bodite, kakor ljubezen do samega sebe, tako ljubezen do drugega. To je pa že 4. korak ali 4. stopnja. Ljubezen do samega sebe. Ljubezen do sebe kot mogočne prisotnosti jaz sem. Sočutje pa do svojega nižjega jaza, svojega nižjega sebstva, zunanje podobe. Torej, tu razlikujemo, a hkrati se zavedamo čutenjsko te enosti. Ne gre za nobeno resnično ločevanje.
temveč jaz kot prisotnost jaz sem. Kot ta zavest imam vso moč, avtoriteto, inteligenco, da vodim in upravljam na ljubeč način svojo ljubljeno hči, svojo zunanjo podobo, moje zunanje ali nižje sebstvo. V tem je skeč. Torej, tam sem sočutna, tu sem pa bogata z ljubeznijo do sebe. In iz tega ljubim vsako utelešeno prisotnost jaz sem, vsak božanski jaz, vsakogar. In kaj? Sočutna sem do vsakega zunanjega sebstva te mogočne prisotnosti jaz sem, ali po domače rečeno, do vsakega človeka. Sem sočutna vseh njegovih nepopolnosti in njegovih nebožanskosti. In če delujem tako, noben na tem svetu lahko ima ne vem kako frekvenco kriminalca. Mi ne more nič. Ker če jaz ljubim samo sebe kot ljubljeno prisotnost jaz sem in sem sočutna do napačnega, nepopolnega svojega nižjega sebstva, zunanjega jaza, ki ga imenujem Ašana, potem čutim to ljubezen in jo dajem vsakemu jasemu, vsakega utelešenega človeka in sem sočutna do njegovega nižjega ali zunanjega sebstva. In če se boste to v 2-3 minutnih, kratkih, a močnih in strastnih kontemplacijah na dan spomnili in to storili, vam zagotavljam v 2-3 tednih, največ v 1 mesecu in pol, boste spremenili svoje življenje, da se ne boste niti prepoznali. Ne boste rabili nobenih delavnic, nobenih iniciacij, ne boste potrebovali nikogar, da vas uči, niti mene ne boste več rabili poslušati, niti slišati. To je moj namen, da bi vas čim manj mene potem še poslušali in še slišali. Moj namen je, da vas pripeljem čim bliže k sebi, ne morem pa namesto vas narediti teh korakov. Dragi moji, tisti zadnji, 5. korak bi pa rekla, da sem čuječna, da sem tukaj in sedaj v prisotnosti jaz sem. Da kot prisotnost jaz sem mislim, govorim, čutim in delam. Da tako hodim in se tako gibam, da tako sporočam, da so moje kretnje jaz sem. Torej, čim bolj moram to notranji jaz sem pozunanjiti. Če ga bom imela diskretno skritega v sebi samo, bo tukaj. Se ga bom zavedala v svojih meditacijah in ga bom lahko samo uporabljala za, ne vem, za dobre, lepe, mistične izkušnje. Vendar v zunanjem svetu mi bo to bore malo koristilo. Zato govorim, mislim, čutim, čustvujem, delujem, ustvarjam, gibam se, hodim, plavam, spim, se prebujam, vse, kar počnem kot ta jaz sem. Večje ljubezni od tega tako ni v človeški izkušnji. Torej sebe prepoznati kot ta božanski jaz, vsak dan potrjevati in vse delati v tej smeri. Ljubljeni in ljubljene, potem ni problem biti v vstajenski frekvenci, biti v frekvenci svetlove, ljubezni in luči. Takrat resnično ima sebe. In ko ima sebe in pozna sebe, si spozna vsakogar in vse, ni sovražnikov, ni nasprotnikov, vse je potem ljubezen. To je razodetje tega Božjega kraljestva v nas, med nami in sredi nas. Tako, dragi moji in ljubljene moje, priznajte sebe kot mogočno prisotnost jaz sem. Priznajte in sprejmite odgovornost za vse svoje kreacije, dogodke in dejavnosti. Sprejmite in ljubite jih, odpustite tisto, kar vam ni všeč in preobrazite. Rada vas imam in ljubi vas. Vaša Ašana.